Zgolj pozitiven alkotest, če tudi ga kršitelj potrdi, ne zadošča za dokaz o prekršku. Ustavno sodišče je razveljavilo del 107. člena Zakona o pravilih cestnega prometa, po katerem je bilo priznanje pozitivnega rezultata alkotesta dovolj za kaznovanje zaradi vožnje pod vplivom alkohola. Sodniki menijo, da posameznik nima dovolj znanja, da bi lahko potrdil pravilnost rezultata, saj so alkotesti nezanesljivi in lahko pokažejo lažno pozitiven ali lažno negativen izid. Zato tak dokaz ne dosega ustavnega standarda in posega v domnevno nedolžnost. Državni zbor mora zakon popraviti v enem letu. Do takrat se bo policija ravnala po starem. Razveljavitev določila namreč ne bi bila izvedljiva, saj bi lahko prinesla manjši nadzor policije in slabšo prometno varnost. Sodba je bila sprejeta s 7 glasovi proti 1. Sodnica Špelca Mežnar je odločbi nasprotovala, ker po njenem mnenju spodkopava učinkovit nadzor nad alkoholiziranimi vozniki. V čem je težava? Policija ima zdaj le 20 etilometrov. Če bi želela sproti in učinkovito preverjati alkoholiziranost voznikov s temi napravami, bi dodatno potrebovali od 100 do 150 etilometrov. Razlika med napravami je v zanesljivosti, alkotest le nakaže prisotnost alkohola, etilometer pa meri natančno koncentracijo. Kako pa ravnajo policije v sosednjih državah, preverite v članku v Večeru in na večer.com. O temi smo z Elizabeto Planinšič govorili tudi v dnevnem podcastu Večer je zjutraj.